pozdravljeni na IPAL-u na predstavitvi še 2 novih knjig Matjaža Regovca, Cogito Metodo in Cogito Imago Dei. Prva je bila Cogito Conjunctionis, ki smo jo predstavili decembra lani, druga je ta, tretja je ta. Jaz tem 3 knjigam rečem Sveta Trojica zbirke Antropodiceja. Ne vem, če ti je to všeč, ampak jaz jih tako dojemam. Matjaža ne bom predstavljala, ker si predstavljam, da ga vsi tukaj poznate. Bi pa rada izpostavila včerajšnji dogodek, ki je bil res nekaj posebnega. Včeraj je namreč Matjaž doktoriral, imel zagovor doktorata na Filozofski fakulteti ob 1 popoldne. In moram te najprej vprašati, kakšni so vtisi, kako si prespal noč s polno luno obsijano? Ja, čutki so, da so me malega strgali, kot pač za filozofijo pritiče, raztrgati kandidata, pa da vidimo, če preživi. Ampak nazadnje sem preživel in tudi sem se pol malo boljš počutil. Se pa še malo, moram reči, sestavljam. Pa zelo je pomagala gostilna, tako da mislim, da gostilno zelo priporočam za nekaj dobrega pojesti pa pokramljati. In to je bilo na nek način to odvijanje, tako da počas prihajam nazaj in opazujem, začuden, kje sem, kdo sem. In pravzaprav sem zelo vesel, da smo danes tukaj. Ker moram reči, meni kot opazovalki včeraj v publiki mi ni izgledalo, da gre za kakšno trganje, a se je vam zdel kaj tasga, tistim, ki ste bili tam? Ja, bilo je. A ti si videl? Še filozofa. Bilo je, sigurno je bilo. Posebno od strane Sebastiana. Jaz sem videla, da pač on stoji za tem, kar govori, to je bilo očitno, nisem pa tega kot neko borbo videla, ampak okej, to je moja percepcija. No, ampak to je v bistvu čisto naravna situacija, ne? Matjaž prinaša v znanost nekaj novega, razširja neko zavedanje, nek pristop k znanosti in seveda je čisto normalno, da so neke napetosti, da so neke tenzije, da so neka vprašanja, tako da meni se zdi ta dialoškost čisto nekaj običajnega, čisto nekaj normalnega, nič nenavadnega in ne bi rekla, da ne bi se strinjala s tem. Mogoče imaš ti ta občutek, ampak tako jaz kot zunanja opazovalka nisem imela tega. To je ravno, filozofija, Ja, tako. Torej, objektivno proti subjektivnemu, Na koncu mi je mentor priznal, da sem mojster duše, čeprav on tega ne razume, ampak na koncu je rekel, Matjaž, pravico imaš do občutkov, čeprav objektivno ne bi bilo treba. Ne, pa tudi filozofija daje te različne poglede. Različno lahko, ravno filozofija je tisto področje, ki omogoča te različne poglede na isto zadevo. Tako. Danes potrebujem očala, ker zadnjič sem se čist preveč matrala brati. Za iztočnico bi ponovila približno, kaj si ti decembra povedal, ko smo predstavljala prvo knjigo Cogito Conjunctionis. Rekel si nekako... Knjižnem steni. Ne, tukaj 2. decembra. Rekel si nekako tako, ko sem te vprašala, zakaj si se sploh lotil filozofije, po 30 letih psihoanalitskega dela. In si rekel nekako tako, da si ugotovil, da načina tega dela ne moreš opisati s psihološkimi pojmi, da zato rabiš nekaj drugega in si se potem vrgel v raziskovanje filozofije. In tako si tudi potem v prvi knjigi Cogito Conjunctionis si nekako postavil temelje za to, da lahko opišeš in naprej preučuješ in tudi, da imaš orodje za opis tega, kar se tukaj na IPAL-u že 30 let greste. Gremo, zadnjih kar nekaj let sem že tudi jaz zraven. Se pravi, izumil, naredil si orodje za opis te 4 razsežnostne narave človeka in njegovega kogita. Ja, no, to je na nek način tisti izvirni greh, ki je bil tudi včeraj v zraku na zagovoru, ker je pač nekaj, kar filozofija pogojno sprejema, zato ker se uničuje sveti Descartov kogito, ki je poln dvoma. Torej, skušal sem pokazati, da obstajajo tudi drugačne oblike, drugačne razsežnosti zaznavanja,
delovanja in stvarjenja, ki niso samo razumske narave. In seveda kot psihoanalitik najprej psihični kogito, potem intuitivni kogito, od Platona naprej in telesni kogito, to je vse, kar delamo s telesom, celo kar govorimo in kar delamo in kar pišemo, vse to je pa telesni, ni umski. Oprostite. In to je pač ta, bi rekli, herezija, ki jo je pač enkrat treba napisati in ki seveda ne bo vzdržala niti v psihologiji ali pa psihoanalizi, bo za silo vzdržala, če bo Bog dal, če rečem temu tako, v filozofiji. To, kot je upozoril včeraj Sebastian Vrš, ni filozofske osnove za te 4 razsežnosti kogita, je samo izkustvena osnova, ki jo poučujemo v vsakodnevnem življenju in pač psihoterapiji in naprimer treningu borilnih veščin. Še eno stvar bi pri tem izpostavila, tvoja zgodovina. Začel si kot naravoslovec z gozdarstvom, potem si astrologijo šel študirati, psihologijo in psihoanalizo. In vsa ta področja so zelo zgodovinska. Pri tem je zelo pomembno, da imajo stvari zgodovino. In ti si se prav uprl na to zgodovinskost. Nekako tako si rekel. Zagovarjam zgodovinskost razvoja pogledov na človeka, svet in Boga. In tako organsko, z jasno zgodovino se je razvijala tudi metoda na IPAL-u. In to si ti v drugi knjigi opisal. Ti si opisal metodo, ki je produkt 30 let dela na inštitutu. Zdaj najprej ta zgodovinskost. Torej, moj študij filozofije gre iz srednje, torej iz gimnazije ven in torej ljubezen do, bi rekel, pogleda na svet, kako biti v svetu, kako razmišljati v svetu, je seveda Platon in Aristotel. Ponavadi rečejo, ali ima en prav, ali ima drug prav, ni res, oba ima ta prav. Vsak, eden bolj iz intuitivne, drugi bolj iz telesne, materialistične perspektive. No in potem sem skušal v prvi knjigi v bistvu cel razvoj filozofije tako pokazati, da nobena filozofska teza, nobena filozofska disertacija skozi zgodovino ni bila napačna. Ker ponavadi se v filozofiji tako dela in tudi nažalost v psihoanalizi in psihoterapiji, ta ni imel prav, dajmo to. Ni res, kaj pa, če vse skupaj tvori neko celoto in je pravzaprav treba poznati te samo aspekti so. Različne aspekte celote in to je ta zgodovinskost. Potem je pa še zgodovinskost pri človeku, ki pa je pač v psihoterapiji vsi poznamo, torej da psihični simptomi, ki so v sedanjosti, imajo svojo zgodovino. In Freud je pokazal, da gremo za temi simptomi ne zato, da bi jih nekaj brskali, ampak zato, da bi razumeli, kaj se nam je zgodilo in s tem pravzaprav olajšali energijo, to je bila psihična ekonomija pri Freudu, posameznika, ki s tem osvobaja svojo energijo, prične razvijati svojo lastno osebno voljo za življenjem in prepoznavati, kaj je tisto, kar on v resnici hoče, kljub temu, da okolica mogoče, od staršev naprej, nas je upogrnila, bolj ali manj v neko svojo smer. Kogito metodo, to se sliši tako, da si najbrž marsikdo ne zna nič dosti predstavljati pod tem naslovom, že zaradi latinščine, ampak najbolj poenostavljeno, enem stavku rečeno, kogito metodo pomeni postopek ali metodo izgradnje sebe kot individuuma. Zdaj, kaj je ta individuum? Ja, imam še en edini citat, ki sem si ga namenila za prebrati iz poglavja Čemu kogitova metoda? Človek v neprestani izgradnji in preobrazbi. To je temeljna maksima antropodiceje. Antropodiceja je ime zbirke, ki jo te 3 knjige uvajajo. Kogitova dejavnost, ki sebe neprestano perpetuira ter se izgrajuje in nadgrajuje na vedno nove načine. Vprašanje kogitove metode pa je, kako to počnemo. Kaj so temeljni modusi tega procesa?
kako jih lahko razlagamo in kako jih interpretiramo. Kaj so temeljni načini dela na sebi in na svoji preobrazbi, zato da bi lahko bolje, učinkoviteje in celostno sledili lastnemu kogitološkemu razvoju. Kakšni postopki miselnega, psihičnega, intuicijskega in telesnega dela na sebi so na voljo, da nam omogočijo lažjo preobrazbo in napredovanje. Želimo bolje razumeti procese, ki vladajo življenjskim prehodom individuuma in kolektiva, in to na vseh 4 ravneh: uma, psihe, duhovnega polja, intuicijskega in telesno-fizično-materialne pojavnosti in bivanja nasploh. Poslanstvo Kogitove metode je torej preobraziti, nadgraditi in s tem kakovostno izboljšati sebe, drugega ter svoj individualni, sekundarno pa tudi kolektivni svet. Ampak, zakaj se ambiciozno delo in uresničevanje takšnega poslanstva Kogitove metode ne začne pri kolektivu, temveč pri človeku kot individuumu? Zakaj? Ravno tu je ta preklop iz miselnega v psihični kogito. Prva stvar, ko pridete v terapijo ali pa tudi med prijatelji, ki se zavedajo, kako pomemben je osebni doživljaj, je ne kaj ti misliš o tem, kaj se ti je zgodilo, ampak kaj čutiš. Enostavno, kaj čutiš, kakšna so tvoje čustvovanja, kako doživljaš, legitimnost teh čustvovanj. In seveda, ko se enkrat doseže legitimnost čustvovanja, se lahko poišče vzroke, ki so v človekovi osebni zgodovinskosti, torej njegovi osebni zgodovini, niso napisane v knjigah, nažalost niso napisane v psihologiji, nažalost niso napisane v učbeniku psihoanalize, niti ne v učbeniku metode IPAL, ampak so pravzaprav tvoja lastna resnica. Ravno zaradi psihičnega kogita zapustimo tisto čisto, sterilno, stekleno področje znanosti in filozofije in se podamo na globinsko potovanje, iz katerega pravzaprav lahko edinole razrešimo sebe kot posameznika in ugotovimo, kako bi želeli iti naprej. To je ta temeljno izhodišče, ki je sicer poznano v psihoterapiji, ampak ne pa v filozofiji. In mislim, da je res skrajni čas, da se ti dve vedi srečata, ker obe govorita o človeku. In je treba tukaj začeti delati povezave, če ne? Zdaj, če se dela povezave, se naleti na filozofsko reakcijo, kot je včeraj. Torej, ne moramo govoriti o psihičnem kogitu, ker ne vemo, kako nastane in tako naprej. Z miselnega vidika, ampak je tukaj izkustveni. Čim pa pridemo mi na izkustveni vidik, pa to ni več, pa je to Wittgensteinski molk filozofov. Ker o tem ne more ničesar povedati. Česar objektivnega. To ni zdaj kritika, kar govorim, ampak tako je, takšni so pač, tako je pač sestavljeno človekovo vedenje. Imate eno ali drugo. Zdaj, v metodi IPAL je ravno to stičišče, poskušali smo najti, kako priti pri delu na sebi do tkiva, do človekovega tkiva, ki je pa živo tkivo. Torej, to so naše sanje, recimo, aktivna imaginacija, meditacija, čustvovanje. In zdaj vse to dosežemo lahko z nekim globinskim delom, ne pa s tem, seveda, kaj kdo misli, tudi je pomembno, ampak ne takoj. Torej, bolj to, kaj se v tebi dogaja in poskuša to s tem delati. To je prvi korak. Ta metoda si mislim... To je to kot v terapiji, neč drugače kot v terapiji. Psihoterapiji, psihoanalizi, isto tako dela. Ta prvi korak je isti. Ampak zdaj gledam, inštitut bo letos praznoval 30 let ustanovitve in to je že. Ta metoda se... To je že 30 zdaj, ne? 30. Se ne zanima me, kdaj pa zakaj se ti je zazdelo, da moraš to metodo tako bolj sistematično opisati. Kdaj si videl, da se je razvila neka metoda, ki je toliko samosvoja, da potrebuje svoj opis, da jo moraš razdelati na tak način, kot si v tej knjigi se lotil? Razlog je bil v tem, da na institutu IPAL delamo ves čas s kozmogramom. Kozmogram pa je makrokozmos človeka, torej položaj kozmosa, ko se rodi v svojem rojstvu, in to ni astrologija, ker je astrologija napovedovanje prihodnosti.
Ja, za nekoga, ki se ukvarja, ve, da to ni napovedovanje prihodnosti, ampak čim rečete vi astrologija, nekomu bo takoj napovedovanje prihodnosti. V resnici, gre za strukturo kozmosa. Kot se on pojavlja, kot on fungira, razpredeno kot gliva, po celotnem kozmosu in obstaja pravzaprav nevidne tirnice, po katerih se ta kozmos strukturira. Platon jih je imenoval eidos, torej ideje, večne ideje, na poslovi katerih nastaja ta svet. Ampak te ideje danes nastajajo skozi individuuma. Človek sam gradi svoj svet, ko prepoznava te ideje. In sedaj, ta strukturiranost tega nevidnega, intuicijskega, duhovnega polja, je možno proučevati na različne načine. Ali v tvoji šarenici, ki je zelo individualna in ima nek individualni zapis, potem ne na tok na dlani, ampak na odtisu, ki je individualno neponovljiv. Potem bi lahko, če bi imel pregledal tvoj DNK, če bi imel način, jaz nimam. Ali pa pravzaprav na podlagi pač kozmograma, torej položaja kozmosa, planetov, zodijaka v času rojstva, torej ta podmena počiva na sinhroniciteti, torej da se vsako bitje rodi v svojem nekem času, ki je v tem duhovnem smislu ekvivalenten pač njemu. Lahko skozi pomočjo tega zapisa, arhetipskega zapisa, arhetipov, individualno konstruiranih arhetipov, naredimo naslednjo fazo v postopku metode IPAL. Torej, da se misli, torej psihičnemu pridruži intuitivni kogito. A so to ti konjunkciji, ki jih opisuješ tukaj? Ker govoriš o konjunkcijih, o spajanju psihične podobe s telesnim kogitom. A so to ti konjunkcije? Telesnega še nisva. Še nisva? Ja. Ok. Ampak to povezovanje med različnimi, med temi štirimi področji. In intuitivnega, naprimer. Ok. To se pravi, neka sanja, naprimer o roki, ki je odrevenela, mi jo lahko povežemo z zgodovinskostjo, kaj ta roka pomeni, recimo to, da je neka recimo, da je to leva roka, neka kreativnost, s katero je oseba prej ustvarjala, recimo risala, se pa nekaj naenkrat spomni, ja, profesorica v gimnaziji me pohvalila, kako sem lepo. In začne ustvarjati s to levo roko, in ugotovi, da je to pravzaprav način, kako do sebe priti kot individuuma, začne ustvarjati ta koagulirana podoba iz sanje, to je psihični kogito, ampak intuitivni kogito mi lahko poiščemo v kozmogramu, kam ta pravzaprav podoba paše, recimo, da je v peti hiši luna, recimo luna v ribah, in ta luna v ribah postane potem v tej luči še posebej pomembna, ker pomeni, da neko risanje, ki ga je oseba našla, identificirala za to psihično podobo, pomeni, dobi nek pomen. Luna pa pomeni, da človeka neguje, da je povezana z materjo, da je to njegov razvoj osebnega življenja in tako naprej. In seveda v tem postopku metode IPAL se zato rojeva psihično znanje in potem se rojeva tudi duhovno znanje, torej znanje o teh arhetipskih poteh, ki jim damo vsebino ravno s pomočjo duševnosti, duševnega, psihičnega kogita, podob. No in potem je še telesni kogito, telesni kogito je pa vse, kar v življenju naredimo, s čim se zdaj ta podoba povezuje, telesni kogito je pa to, da mogoče lahko začnem risati svoje sanje, upodabljati svoje sanje, to je pa telesni kogito. In kaj zdaj pomeni to zame? Kaj si ti občutil, ko si narisal to sliko, ko si začel risati, kakšne občutke si dobil, naprimer zadovoljstvo, občutek razrešitve, sproščenosti, mogoče obnovljenega odnosa s sinom, ki se je za to vzpostavil, ker sta pa oba dva začela s sinom risati doma. Ker naenkrat ni bilo več tiste praznine, tiste značilne praznine, ki jo utrpevamo, kadar nismo pač v stiku s seboj. In v tem smislu kozmogram popolnoma drugi funkciji, kot je pri astrologiji. To je potem simbolna kozmologija kot sestavni del metode IPAL. Tako ti temu rečeš, ja, simbolna kozmologija. In ta knjiga je v bistvu zelo učbeniška, vsaj v drugem delu, ker dejansko opišeš najprej 3 kvalitete kot temeljne načine izražanja,
In potem se lotiš tudi opozicij in kvadratov in jih opišeš z tega novega vidika, mislim, z novim orodjem, ki si ga vzpostavil. A ne? Zato je res velik del te knjige prav učbeniški. Kako to, a ne? Ker preskok od une prve do te knjige se mi zdi kar precejšen. Ja, prva knjiga Kaj je bil namen, no? Je bil pravzaprav pokazati, ne, enkrat, ko imamo 4 razsežnosti kogita, lahko s pomočjo zodiaka, ki je najstarejša upodobitev, ki je zahodna upodobitev celote življenja, ne, že v starih Grki so jo poznali, 4 elemente, 3 kvalitete, ki se kombinirajo v 12 zodiakalnih polj, se da, to je moje vprašanje bilo, ali se da to razširiti, razdrobiti, pokazati na različne moduse, na različne načine, kako deluje telesni, psihični, intuitivni, miselni kogito. Na koncu je vedno miselni kogito. Ko mi delamo na sebi, je vedno miselni kogito. Mi spremenimo razmišljanje, ne? Upamo na to, ko delamo na sebi, v terapiji ali v metodi ali nekje, da se nam nekaj spremeni v glavi. Ne? Temu pravim sekundarni miselni kogito, ki je samo naš. To so spoznanja, ki so prilagajana z delom na sebi. Tudi spoznanja vsa ostala iz življenja, ki jih pridobimo s pomočjo uvidov, v kontrastu z primarnim miselnim kogitom, ki so splošno sprejeta, uveljavljena teorija, ki je zbrana v znanosti na eni strani in na drugi strani nekih popularnih mnenjih. Naprimer, paradižnik je povzroča raka. Zdaj ne več. Zdaj isti paradižnik ne povzroča raka. Jajca so slaba za kolesterol. Zdaj ne več. Zdaj so ista jajca dobra. Mislim, ni treba. Lahko ješ. Prej si lahko 3 do 4 na teden, zdaj lahko 3 do 4 na dan. Mislim, taki banalni primeri, ampak to je primarni miselni kogito, ki ga vsi oblikujemo, torej človeštvo kot kolektiv in ki se spreminja. Ali pa recimo splošno zaželena je socialna izolacija. Dobro, je zadaj pač virus, nevarnost virusa, ampak ta socialna izolacija se nam pozna. Še zmeraj je tako malo, dam roko ali ne dam roko. Ta duh časa je, ki ga je Jung videl kot podobo Boga, kolektivnega, se spreminja, ampak zahteva, da se mu tudi podrejamo. Spet si sekundarni, primarni kogito, miselni kogito. In to je vse vezano na to razmerje med individuumom in kolektivom. Ves čas je to razmerje v ospredju. Zakaj je v metodi IPAR to tako pomembno? Glede na to, da izhajamo iz kozmograma, ki je zelo oseben, povej več o tem individuum kolektiv. Zakaj je to tako pomembno? Ja, noben ne more biti individuum, če ni povezan s kolektivom. Z drugimi posamezniki in s kolektivom. Zdaj, zakaj je to tako, nihče ne ve, ampak to je tako, če ti nekje nisi sprejet, so za manj vse knjige in vse govorancije in ne vem, vsa dejanja. Pravzaprav individuum raste takrat, ko nekaj da kolektivu, je to sprejeto in ko kolektiv njemu nekaj da in je to sprejeto, čisto enostavno. To se pravi, da neka uspešna individuacija bo pomenila tudi, mogoče ne takoj, ne vedno takoj, tudi neko sprejetost, funkcioniranje v kolektivu. To je ena točka. Druga točka pa je ta, da vsak kolektiv, če hoče delovati dobro, uspešno, rabi posameznike, ki so stebri tega kolektiva. To niso politiki, in tukaj nisem mislil na politike, ampak včasih tudi, ampak na ljudi, ki nekaj dajo kolektivu, torej od čistilke, do nekega delavca tam, do učiteljce in do znanstvenika in ne vem koga. Vsi ti prispevajo in tako gradijo svoje življenje. Temu je tudi Jung zanimivo rekel, živetje svojega življenja. Če smo avtentični, potem tisto, kar nas označuje, je pristnost, je avtentičnost. In ta avtentičnost se vidi. Človek ima seveda določene mere, smo avtentični do določene mere, pa moramo delati tudi to, kar drugi hočejo. In tudi to je individuacija v nekem takem mehkem pomenu. To se pravi, za individuacijo je treba tudi delati to, kar kolektiv zahteva.
Torej, ne samo to, kar pač od nas zahtevajo starši, potem, ne vem, trenerji, duhovniki, ne vem kdo, ali potem otroci, a ne, potem sodelavci in vse to, ampak tudi to, a ne, kar pravzaprav, ko naredimo, a ne, s tem pridobimo prostor, potem nam na konc dneva, ali pa mogoče včasih že sredi dneva, a ne, ostane eno polje, na katerem lahko živimo svoje neponovljivo, enkratno življenje, s tem uporabam, a ne. Tisto, kar je Jung imenoval v Rdeči knjigi, najnižje in tudi najneznatnejše. Ker je ponovadi zelo tako nezvezdniško, nevidno strani drugih. Ne? To je neka dejavnost, ki nam daje veselje, ki nas izpolnjuje, a ne, ki nam ponuja neko, če sami ne vemo kaj, a ne, ampak recimo čiščenje stanovanja, ne vem, delo na vrtu, ne vem, pač sprehod ob reki, čist počas hoditi okoli hiše, ne vem kaj, ne, ampak vsak na nek način, ko to najdemo, a ne, začnemo pravzaprav tega individuuma negovati, krepiti, razvijati, a ne, seveda se tudi vejo vsi, a ne, da srečen posameznik, a ne, tak, ki bo največ družbi dal, a ne, to je vedno individuum, a ne more biti to kolektiv. Kaj pa ko odide v majhen manj na pol džunglo, veliko ljudi na svetu tako živi, ali pa družine, ali pa posamezniki in vsi pravijo, da si pozdravi dušo, da ta gonja za materialnim, najprej en let ali pa dve mora sploh oddihati, da to odmisli. Kaj pa on? Torej, to, kar se dogaja, ni ta gonja, torej, ko nam čas zelo hitro teče, ko nimamo časa za sebe, ko moramo izpolniti pač materialne obveznosti, plačati položnice, hitro spet delati, ne. Ta duh časa, ni treba, da ga razumemo kot teorijo zarote. Češ, da je peščica ljudi takšnih, ki nam vlada zdaj z nekimi korporacijami, in ki nas zasužnjuje, z ustrahovanjem pred virusom, ustrahovanjem pred vojno, ustrahovanjem pred inflacijo, ne vem če. Ampak je to enostavno tisto, kar je treba na nek način ubogati in je duh časa. Ampak po drugi strani pa tudi najti eno svojo pot. Torej, tukaj ni treba, da je zarota neke skupine ljudi, ki hoče obrniti človeštvo v neko zasluženost. V bistvu ne glede na to, ali bi bila zarota ali ne bi bila zarota, umetnost, se mi zdi, da je prav umetnost v življenju to, ali pa mojstrstvo mogoče, doseči to, da znaš loviti ravnotežje med sabo in med kolektivom. Kako lahko metoda IPAL pomaga loviti to ravnotežje? To je čisto enostavno, to je tako kot vsaka psihoterapija z ukretom navznoter. To je naredil tudi Jung in že mnogi v zgodovini pred njima, on je pač poročal svoje sanje, pa je pa delal aktivno imaginacijo in začel raziskovati svojo notranjost, vzpostavljal notranji dialog in skozi ta dialog počasi prepoznaval, on je rekel temu svojo dušo, danes rečemo bolj duševno ali pa psihično polje, psihični kogito. In s tem se je rešil pred praznino, to je bilo pa v njegovih 40-ih, ko se je ločil od Freuda, ko je razočaral Freuda, Freud je mislil, torej Jung je bil princ psihoanalize, Freud ga je postavil za predsednika psihoanalitičnega društva in Jung je rekel, ne, hvala, jaz grem z vlakom v Cirih. In potem je tam dosti skrušen, ljubice so ga zapustile, ki je prej imel tako. In je potem začel to notranje potovanje, torej v tisti točki najnižjega, bi rekli, torej ni mu bilo treba iti v amazonski pragos, ker je imel doma tisto lepo švicarsko naravo, pa je tisto hišo gradil ob jezeru z vlastnimi rokami. In jaz sem bil na obisku po njegovi družini, takrat je bila še njegova hčerka najmlajša živa in mi je tudi več povedala o tem. Torej, on je svaril ves čas pred imitacijo, pred temu, da imitiramo. Torej, on je svaril, nikoli sem šola psihoanalitična ne sme imenovati pomeni, zato ker me bodo vsi kopirali in bo polna ust tega, kaj sem jaz napisal. Vsak bi mogel najti eno svojo pot.
In ravno to se je pol zgodilo, ne? Torej, pa se je začela jungovska psihoanaliza. To že kot guru. Ja, in seveda so pač, to je pač najlažje nekoga skopirati, ali pa tudi tendenco imamo, ali pa nekako probati, se na ta način imenovati. Ime zelo veliko pomeni. Zdaj, ta ime, ki je v metodi IPAL, moram reči, da se je zelo lepo posrečilo in da sem imel srečo, da smo s tutorji to in tutorkami in tutorji to skupaj razvijali, da smo na koncu našli ime, ki ni osebno. Sicer nič ne pove, ker je samo ime inštituta, ampak je pa končno eno ime, ki ni vezano na nek kult osebnosti ali na nekoga, ker smo res to skupaj naredili. Torej, jaz tega ne bi mogel sam. Ker mi smo delali posamezne skupine, aktivne imaginacije, potem samega učenja astrologije, teoretičnega, potem delavnice različne in tako naprej. In šele potem je, torej pred nekaj leti, smo prišli do tega, da bi bilo dobro na tej začetni stopnji uvajanja v delo na sebi imeti ta 4-stopenjski postopek, ki smo mu pač rekli, to je metoda IPAL, ker je na IPAL-u zrasla. To je pač Skozi to, kar si zdaj govoril, smo pravzaprav že prešli precej tudi na področje tretje knjige, Cogito Imago Dei. Namreč to je tudi direktna naslednica tvoje dizertacije, a ne? Ja, ta knjiga je v bistvu, ta knjiga je pravzaprav disertacija, s tem, da je, zdaj te knjige so res težke, ampak ta je pa mogoče se bi pa dal prebrati, a ne? Ker je tukaj noter je Cogito Conjunctionis je povzet in tudi ljudje, ki so brali to, so rekli, da to se pa da brati. Tis Cogito Conjunctionis je res mečkaj nestrupeno težek. Jaz vem, kaj sem hotel, ker sem to 8 let študiral. Torej 4 kogiti so pojasnjeni, potem je pa rdeča knjiga obravnavana, torej Jungova podoba Boga v rdeči knjigi. In potem je še eno poglavje dodano, ki ni v disertaciji, to pa je naravna odgovornost, dejanja, telesna dejanja in pa umetno življenje. Torej, umetno življenje je izjemno zanimivo področje, ki zelo veliko obeta, ampak nič ne daje. Torej, ideja umetnega življenja je, da bi v trdi različici, sem da na hitro povem, tako na trda različica umetnega življenja je, da bi ustvarili živa bitja, telesna živa bitja, ki bi potem živela tako med nami. Sploh ne androide ali pa robote. Tudi, ampak tudi vse ostale, ne vem, škatle, ne vem, to, ki bi pač hodili okoli, a ne bi živeli pač med ljudmi. No in tukaj v zadnjem delu knjige pojasnjujem, pač komentiram to prav z vidika podobe Boga, a ne, kot sem jo nekako izvlekel iz te rdeče knjige in potem nadgradil v tem zadnjem delu, a ne, odkot je zdaj ta projekcija, ne, da bi moral človek, a ne, ustvariti novo živo bitje, a ne. Se to je grozljivo, ne. Dobro, med umetno življenje spada tudi umetna inteligenca. Umetna inteligenca pa nima telesa. Umetna inteligenca je recimo Google Translate, ne. Pa tudi že bolj je napredovala, ona je breztelesna, to je tudi del umetnega življenja, ampak ni telesna. Ena kratica, pa se ne bom zdaj spomnila, ampak zadnjič smo prav pri nas doma, ko sta bila 2 računalničarja na kupu in res naredili so že tak program, vprašaš ga karkoli in dobiš odgovor. Toliko daleč gre, da ko je recimo eden od teh 2 računalničarjev dal vprašanje, kako bi napisal program za Liquid Democracy v tem in tem programu in je začel ta program v odgovor že pisati kodo. A ne? To, mislim, jaz nisem mogla verjeti, da to obstaja, ne? In to se menda zelo uporablja in zaradi tega, ker se toliko uporablja, se tudi hitro uči. In sem bila presenečena, koliko daleč smo prišli že na področju te umetne inteligence. Umetna inteligenca, ne, je pač, ona je brez telesa. To pomeni, da nima telesnega kogita in je zelo podobna človekovemu miselnemu kogitu. In tudi pač stvarjenje umetne inteligence poteka z agendo, z namenom, ki jo ima ustvarjalec umetne inteligence, ki je njegov lasten namen. Kaj ne bi za ta umetna inteligenca delala? Torej, umsko delo, ne telesno. Torej, so tudi roboti, ampak tudi oni delajo pač tisto, kar si človek zamislil, da bi delali. Zdaj, ideja umetnega življenja
je toliko bolj srhljiva, ker ne bi potem torej vizija je, in na tem ustajajo cele knjige, ne, da ne bi to umetno bitje, ki bi ga ustvarjali, pri čemer sploh ne vejo še iz česa bi ga ustvarjali, iz česa bi bili recimo možgani, iz česa bi bili kosti, kjere plastike, ne vem, kakšne tekočih kristalov ali česa, ono bi potem vstopilo v umetno evolucijo. Kakor kaj? Ja, ono bi potem samo sebe, njegovi otroci bi bili že malo boljši in bi se pol sami od sebe razvijali v vedno boljše, ampak imeli bi pa tudi svoj namen, ne človekov. To smo videli veliko znanstveno-fantastičnih Filmov je ogromno, ki kažejo posledice tega. Ampak hočem povedati, to je neka etablirana znanstvena teorija, ja. In smer, v katero dejansko se gre. In kamor se vlaga veliko denarja, čeprav rezultati so porazno skromni, ni še nobenega bitja. Ja, ampak ker se pa samo inteligence so roboti, a ne, so sicer roboti, ampak to je nekaj drugega. Okay. Torej celico, torej začelo bi se tako, da bi ustvarili na umeten način celico, ampak to so pol Američani razglasili, da so že naredili, pa se je skazalo, da ni. Še zdaj niso niti ene umetne celice naredili, ki bi preživela. Torej, aminokislina ja, se da sintetizirati, še ne pa celice, a ne, ki bi pol samo sebe razloževala. Rabimo aliens znanje. Ja. Jaz ne. No, ampak po en stran se mi zdi neverjetno sploh, da daš podobo Boga in umetno življenje v isto poved, v isti stavek, ker meni se zdi to tako nekaj čist raznorodnega. Mogoče tole, izza umetnega življenja. Podoba Boga. Izza umetnega življenja pa pomeni umakniti in integrirati projekcijo še neosvobojene in kubirane novoveške podobe Boga. Ok, a lahko to? Ja, torej moja teza je, da je to intenzivno iskanje kreacije umetnega življenja, da je to v bistvu projekcija podobe Boga, ki je še nismo prepoznali v vodnarjevi dobi, ker je še prezgodaj. In to je pač svetost na eni strani individuuma, ki mora najti svoje življenje. In lažje kot najti eno svoje življenje, rajš bi naredil eno umetno bitje, ki bi pol bilo tako, kot on hoče, kot pa to, da bi delal na sebi, da bi sebe odkrival, da bi mu kotrpno ugotavljal, kaj je on kot individuum in kakšen je njegov odnos s kolektivom na eni strani. Ter na drugi strani, kakšen je Bog kot kolektiv, torej kot Jung, strinjam z Jungom, Bog kot duh časa in kaj ta duh časa hoče. Naprimer, stanje narave, narava ni uničena, torej, ampak obstaja povratna zanka med človekom in naravo. Bom dal dva primera. Prvo je, in ta so tudi v knjigi, zelenjavno-sadni vrt, ki je samooskrben. Noter imate, recimo, da vi ta vrt prekopavate, ga pač brez pesticidov na njem gojite zelenjavo, potem imate tam sadje, grabite listje, imate kompostnik in tako, in ta vrt lahko preživi družino. In tukaj je narava prišla v funkcijo, ki je mnogo boljša, kot če bi jo pustili na miru. Torej, ne bi nikoli dala toliko plodov, ne bi nikoli dala toliko sadja, ampak je zaradi te povratne zanke med njo in človekom je nastalo nekaj več. In nihče o tem ne govori, nihče se res v to ne zazre. Vsi samo jamrajo, konec bo zemlje, uničili smo že vse, global warming, climate change se zdaj reče, in tako naprej, nišče pa ne govori o teh zadevah. Drugi primer so drevesa v Peterburgu. Peterburg je čudovito rusko mesto na severu, ki je na precej visoki zemljepisni širini, nima zalivskega toka, kot ga ima London, ki je skoraj na isti. In tam imate čudovita visoka drevesa. To mesto je bilo zgrajeno v 18. stoletju, Peter Veliki ga je zgradil in ta drevesa so potem tam zrasla. Na tej zemljepisni širini, v tistem predelu, drevesa ne rastejo. Če pa jih posadi človek, ta drevesa čudovito rastejo. In so vedno večja, vedno lepša in ogromna. To je še en primer, kako človek in narava ustvarjata link, torej povratno zanko, učinkujeta ena drugega in tako se pač kozmos razvija. Individualni in kolektivni. In to je sveto. In namesto, da bi se s tem ukvarjali, se ukvarjamo s tem, kako bi nekaj izven nas
mi ustvarili, torej namesto da bi sebe, a ne svoj kogito, popravili, educirali, ampak seveda gre samo, če delamo 4 razsežnostno, torej miselno, psihično, intuicijsko in telesno. Ne? Ob tem sem se spomnila, mogoče je malo izven, ampak po moje kar paše na temo. Nedolgo nazaj smo se v družbi pogovarjali o tem, recimo, lahko živiš v neki hiši, pa jo nič ekstra ne obnavljaš, nič se ne ukvarjaš z njo prav posebej, a ne, recimo v obdobju 5 let, pa bo hiša izgledala ves čas lepa. Hiša, ki je pa 5 let prazna, ker nihče ne živi v njej, a ne, pa je v bistvu ravno tako ni nobenega vzdrževanja, ampak prazna hiša po 5 letih bo začela razpadati. Pa tudi, če se aktivno ne ukvarjaš, a ne, ko živiš v njej, tudi če se aktivno ne ukvarjaš z njo, bo hiša nekako izgledala vzdrževana. In smo, a ne, to nas je fasciniralo, kaj človekova prisotnost naredi, tudi če, ne vem, ne boš zamenjal ograje ali pa prebarval sten. Torej, človekova bit vedno deluje v interakciji s svetom. Ne? Torej, človekova bit potrebuje svet, človekova bit ustvarja svet. Ampak, torej, ne primarno na miselnem, dobro tudi, ampak predvsem to, kar doživim, a ne, to, kar je v meni kot zgodovinskost, to, kar je v sodelnovskem smislu kompleksi, psihični kompleksi, to, kar prepoznam o zakonitostih svojega življenja, naprimer z intuitivnim kogitom, a ne. Recimo, hiša je temeljni simbol bika, ne. In tako naprej. In to pomeni, da jaz kozmos ves čas, torej svet, ves čas na novo izgrajujem. Tako kot vidim svet danes, ga nisem videl pred enim letom. Dobro, tudi svet sam se spreminja, ampak tudi človek kot kolektiv spreminja pogled na svet. Ne bo se ozdravila zemlja, ne? Ampak se bo ozdravila sam skupaj s človekom, ki bo nekaj videl. In to je kogito. Nihče nam ne bo pomagal. Torej, to je to. Videti pomeni že kreirati. Torej, ustvarjalnost je že v kogitovem očesu. To oko ni samo fizično, ampak je tudi psihično, ko zrem na svoje sanje. Je tudi intuitivno, ko prepoznavam modrost in arhetipe. In je telesno, ko vidim s fizičnim očesom, kaj se dogaja, kaj delam, kaj govorim, kaj ne bo rekel, kaj sem sam rekel, kaj je napisano. S tem se svet vedno znova ustvarja, vsak čas ustvarja svojo novo različico, svojo updateano različico, ki je mečkeno drugačno od prejšnje. Torej, še malo pa nišče ne bo verjel v global warming. Ampak to je duh časa. Duh časa, a ne? Duh časa trenutno, vsaj v našem koncu sveta, ni nekaj zelo naklonjen religijam in Bogu in Božjim podobam. Pa me zdaj zanima, Da se ga vseeno slediti s planeti, a ne? Torej z arhetipskimi tirnicami planetov. To je že platonska tradicija, da planeti nekako, da se svet nekako ustvarja z gibanjem planetov, in danes, če opazujemo, recimo, še posebej gibanje Saturna, torej, ko je bil v Vodnarju, je bilo strahotna je bila res perverzna socialna izolacija, ki ni ničemu služila. V nekaterih primerih je bila nujna, v veliko primerih pa ne in je povzročila ogromno škode. Včeraj sem govoril z tajnico, oddelku za filozofijo in je rekla, mi šele zdaj čutimo izolacijo. Zato, ker enostavno je nemogoče ljudi dobiti na faks. Torej, delali bi od doma, niso navajeni več okoljiti, jaz grem težko, jaz imam odpori, če vedno v službo. Torej, duh časa je pač to zahteval. Ali pa, ko je prišel Pluton v Kozoroga 2008, je tudi enkrat izbruhala ogromna ekonomska kriza. Zdaj pa ni bilo kamben nič delal, nekaj časa, to ni bilo dobro. Zdaj je malo inflacije, Pa je ne zaradi tega, ker so to gnage natiskali, ampak zaradi vojne, če še nisi slišala. Ker do COVID-a konce prišla vojna, mislim. Ker prišla vojna, se je COVID nehal. Ja, če ni bilo, ne, pač duh. Po medijih sodeč, ja. Torej, da se marsikaj razumeti, s pomočjo gibanja planetov tudi v kolektivnem kozmosu, kako se ta kozmos preporaja, spreminja, kaj je aktualno, kaj je od nas zahtevano.
Seveda tudi individualno, pa potem z metodo IPAL. Še nekaj bi o Bogu, ker Pa tudi ne samo z metodo IPAL. To ni nič, da bi mogli biti metodo IPAL. Po tradicionalnem, starem, tisočletja ali pa vsaj stoletja dolgem nazoru naj bi bil Bog eden in edini, odkar smo v monoteizem prešli, naj bi bil Bog eden in edini. Zdaj, zakaj ti govoriš o podobi Boga, ne o Bogu? Zato, ker je to kogito, ker imamo zdaj kogito in tega kogita se to je hecno, recimo, ni bilo pred novim vekom. Novi vek, ki ga jaz povezujem z Vodnarjevo dobo, je napočil najprej z Descartesom v 16. stoletju. In seveda ta novi vek je bil povezan s tem, da se vse skupaj razpočalo. Torej Zemlja, ki naenkrat ni bila več center vesolja, Evropa ni bila več center sveta, ampak so odkrili nov kontinent. In Descartes je v teh svojih intenzivnih meditacijah odkril, da on lahko sam kogitira. In zaradi tega on je, ker je on pogruntal, da on je, zato ker ima kogito. Čisto enostaven, zdaj, ko pomišljamo, seveda sem zato, ker razmišljam, ker mislim, ker čustvujem, ker intuitiram, ker delam stvari sam, s svojim telesom, ampak to prej ni bilo tako. Bil je sicer Avguštin, ki je že 1000 let pred njim začel nekaj podobnega v svojih izpovedih, ki je tudi govoril, jaz sem bil to in zdaj sem doživel to. Prej pa tega sploh ni bilo. Pa bilo so še razne izjeme mogoče v antiki, ampak prej se ni tako govoril. Prej se je govoril, vemo, da narava je, Demiurg ureja svet, Ananki ga ustavlja in se z njim pogaja. Tako je tekla beseda. Ni tekla beseda, jaz pa mislim, da to, jaz pa sem slišal, jaz pa sem začutil to, jaz pa vidim to. To je se pravi, sam tokno, da ego pa kogito sta zdaj prišla in zdaj seveda je tudi Bog ni več vnaprej dan, kot je bil do novega veka, seveda je krščanstvo še naprej kot teologija, ampak kot filozofija pa ne. Danes mora vsak pri sebi razmisliti, kdo je njegov Bog, kaj je njegov Bog, najde ga z delom na sebi praktično. Obstaja kolektivni Bog kot nek duh časa, ampak na tej ravni individuuma mora pa samo ugotoviti, kaj mu je sveto. Še enkrat, kaj so te njegove najbolj navadne dejavnosti, ki ga usrečujejo. A je to, da hodi zjutraj v Kamniško Bistrico se kopati, to postane kot tempelj. Ali je to nek sprehod, ali je to igra z mačkom, ali je to, ne vem, peka potice za veliko noč. To so te dejavnosti, ki res človeka po njem začuti, da je individu. Niso vsi pisatelji, pa niso vsi, ne vem, znanstveniki, pa niso vsi tisti, niso samo to individuumi. Individuumi so velikrat na kmetih, ker je mogel takoj razčistiti, kaj bo delal, kaj ne bo delal. Če je hotel še naprej delati, sploh ni, da bi to bilo nek prestiž. No in ta, zdaj nisem to zašel, no in seveda mora človek ugotoviti, kaj je tisto njegovo, kaj je tisto njegov Bog. In Jung je ugotovil v Rdeči knjigi, da je ta njegov Bog, da je pravzaprav človekov Bog v njegovem razvoju kot individuuma. Se pravi, sveto je tisto, kar človek iz sebe naredi v individualnem pogledu in tisto, s čimer potem samega sebe izpolni in pridobi en boljši odnos tudi s kolektivom. To ni neka individualističnost. Prej si omenil kolektivnega Boga, a ne? Kako je zdaj, čakaj, individualna podoba Boga sveta, a je tudi kolektivna podoba Boga sveta? Za koga je sveta? Ne moreš, če je socialna izolacija, moraš upoštevati. Kazen plačaš, ne če ne upoštevaš. Mislim, moraš spoštovati kolektivno podobo Boga. Sveta je bila ta kolektivna izolacija. Na avionu, maske vsi gor, pa ko smo pojedli, zdaj lahko vsi dol, pa spet morate vsi gor dati. Torej se vidi nesmiselnost teh, ampak si moral to upoštevati, to je bil Bog. Noben ni vedel zakaj. Bilo je delno razloženo z virusom, ampak nihče pa ni vedel, kaj pa potem, če damo pa dol, se pa vsi okužil, to ni bilo več važno. Torej, važno je bila, mislim, to je tako, in zdaj, če ne upoštevaš tega, te lahko tudi ubijejo,
če greš zdaj nekam tam na vojno področje, pa rečeš nekaj narobe, te bodo ubili, ne? Ker je kolektivni bog je zdaj ta vojna. In to je tudi zanimivo, ne? Da to, vse to, kar ta kolektivni bog hoče, naredi človek, naredi Putin, naredi Hitler, a ne? Naredi una paznica v teksaški kaznilnici, ki da znak za injekcijo, Za usmrtitev. pa tudi ki pritisne na knof. Udejanji Boga. Božja volja, Boga. Kje je tle volja? Kolektivno. Tako je. Ja. Ampak lahko bi se uprla, ne? Lahko bi se uprla, ne? Če bi individualni Bog deloval, ne? Če bi ona pri sebi ugotovila, razčistila, kaj je sveto, kaj je bolj pomembno, ne? Kaj više kotira kot pomembno. Ampak zakaj misliš, a ne, Nietzsche je razglasil Boga za mrtvega, a ne? Zakaj ti praviš, da je v tem času, da si to si delno že odgovoril, ampak zakaj vseeno treba imeti nekaj svetega, nekaj božjega? Zaradi Kako bi to praznine. strnil? Torej, če nimamo nič svetega, imamo praznino. 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 Depresijo, nesmisel, alkoholizem, promiskuiteto, samodestruktivnost, poskusiti na nek način nafilati se, ne? Torej, ta notranji dialog je zelo hitro postane potem nekaj svetega, ko začnemo delati na sebe, nekako vzpostavljam, recimo z analizo sanj, vzpostavljam notranji dialog, ali pa z delom na sebi, a ne, z meditacijo, a ne, z gledanjem pač kozmograma, že vzpostavljaš dialog, ne. In to je ta most, a ne, ki je kogito spet, ki ga ti delaš, ne morem jaz namesto tebe narediti. Pa je ta Bog individualen še vedno presežen? Veš, Bog je vedno veljal za transcendenco. Kje je transcendenca v osebni podobi Boga? V tem, da si upaš narediti tisto, kar si mogoče včasih samo želel. Iti prek sebe. Ja, veš, da greš v nos drugim. Biti pošten do svojega življenja. Kaj hoče življenje od mene? Kako lahko sebe osrečim, a ne, seveda, tukaj je spet to pomembna vloga in recimo psihičnega kogita in intuitivnega kogita, naprimer s kozmogramom. Ne, Mario vedno pravi, steber, ne, to je steber, ne, zanesljiv steber, za katerega se primemo, a ne, v življenju. Da najde orientir, ne, kako najti sebe, kako najti smer tako, da bom maksimalno dosegel tisto. Dobro, najprej treba tudi ugotoviti, kaj so naše želje. Včasih so naše želje zakrite, ker je bilo preveč izpolnjevanja zahtev okolice in drugih. Skopirane, imitirane. Ja, ampak so tudi zaradi tega, ker recimo so bile take razmere v zgodnjem, torej v otroštvu, ker so starši zahtevali nekaj. Ne? Pa so recimo enega od sojencev prikrajšali, tudi recimo drug imel. In tako naprej, tega je polhana, ne? Zdaj bomo pa malo krenili. Ja, no sej, v bistvu so se v tej knjigi o Kogitu Imagodeji razgovorila malo več, kot sem planirala, ampak v zvezi s to tretjo knjigo, Kogito Imagodeji, boš ti imel junija, zabila sem točen datum, predavanje v Cankarjevem domu. Ja, torej 8. junija v Cankarjevem domu, ja. Javno predavanje z istim naslovom. Z istim naslovom in tam se, a ne, bo šel to še precej globlje in bolj na široko. In tudi bolj natančno. Ja, ja. Tako da vabljeni takrat, še pred tem 23. maja, bo pa v konzorciju predstavitev vseh treh knjig, ki so zaenkrat izšle v zbirki Antropodiceja. Tam bomo pa več o tej zbirki povedali v konzorciju 23. maja ob 6. Ampak mogoče to povedati, da bova nekaj drugega govorila pa danes. Ja, ker bo vse troje in zbirka in celostno bolj in ja. Danes je bilo bolj čeprav sva bila kar dolga. Pa še poletna šola bo za tiste, ki ste pa res prijadni na sebi delati, ti bo pa bivanska delavnica poletja. Praksi, delo na sebi v naravi, koliko dni? Torej najbrž od srede zvečer do nedelje do kosila. 12. do 16. juli. Preden zaključiva, bi še vprašala, a ima kdo kaj za vprašati, za komentirati
Tako se tukaj lahko še družimo, lahko komentirate in sprašujete in se pogovarjate še precej časa, ampak a bi kdo zdaj še kaj navezal na to, kar je bilo v zadnjem času rečeno? No, mogoče samo še to, no, da je včeraj je bilo tudi govora na zagovoru, je bilo nekaj govora na zagovoru o individuaciji, in tle nismo pač mogli vse povedati, ampak Jung je zanimivo, da je v tej svoji večji knjigi ugotovil, da v bistvu individuacija je nekaj, kar je najbližje individualni podobi Boga. To se pravi, razvoj individuuma, da v življenju nastane več iz njega, kot je bil, recimo v družini, pa v zgodnem okolju, pa to. Torej, da se najde, da začne živeti svoje življenje, je v bistvu tisto, kar najbolje opisuje pravzaprav podobo Boga, individualno podobo Boga. Ker individuum ne pomeni, da si nekaj posebnega, pa nekaj drugje, nekaj drugačnega, nekaj na koncu sveta, mogoče za nekaj časa, ampak si človek, ki deluje v družbi ljudi in ki od njega ljudje nekaj imajo in ki tudi sprejema od kolektiva nazaj, za tisto, kar sam najbolj potrebuje za svoj razvoj. Jaz kot sociologinja razmišljam o umestitvi tovrstnega znanja v širše okolje ali pa recimo z vidika naše ustave, ki v 34. členu govori o varovanju dostojanstva človeka. In kako misliš, da bi lahko vključili to znanje v implementacijske strategije za udejanjanje te pravice? Ker ta pravica je, naša ustava je ena redkih, ki ima to pravico tako zapisano. In bi bilo to res zanimivo. No, dostojanstvo, zlasti tako, kot ga opisuje Bogut Šlaj, moj mentor doktorata, on ga opisuje kot zanimivo, kot nekaj, kar vidi najbližje pojmu Boga. In seveda dostojanstvo se ne da povedati, kaj je, ampak kdaj je kršeno človekovo dostojanstvo, oziroma kdaj se človekovo dostojanstvo in kako se človekovo dostojanstvo neguje, in kako se ga upošteva, kako se ga razvija. Vse to je povezano pravzaprav z tretiranjem posameznika v družbi. Zdaj, če vi človeka upognete z nekimi razmerami, kjer mora izpolnjevati že v otroštvu predvsem zahteve drugih, potem ne razvije tiste značilne spontanosti, smelosti in pravzaprav je to ta občutek dostojanstva je zakrit. Torej se velikokrat žrtvuje potem za druge, za družbo, za neke dejavnosti, ki jih sploh noče. In kar naprej v nekih življenjskih situacijah, kjer pravzaprav počne stvari, ki nikoli ni hotel. In tukaj se vidi, kako je človekovo dostojanstvo, kako je krhko, kako je težko živeti svoje dostojanstvo, si ustvariti mesto v svetu, se na nek način vsi v svetu izboriti ta položaj, kjer pride do izraza, kjer si lahko srečen, zadovoljen, ustvarjalen. In zdaj, da bi se to lahko doseglo, bi bilo treba otroke, drugače vzgajati v šoli. To se pravi, nehati samo filati z miselnim kogitom. Dobro. In zdaj te, recimo, če gledate te gozdne šole, nekateri starši so se zorganizirali, da otroke sami vzgajajo, imajo pol v gozdalnicah, recimo. In tam je zelo fajn, ker so te, torej, ker je telesni kogito, ker se učijo pač v gozdu in se pol tudi sami hrano pripravljajo, gibajo se, imajo velike telesne igre. Ampak resnica je nekje vmes, oboje bi moralo biti. To je ena zadeva. Druga pa, torej krepitev te individualnosti otroka se doseže tudi z dejavnostmi notranjega dialoga. Torej, otrok spontano dela ta dialog, recimo, ko nekaj nariše, pa reče, kaj pa ta avto, od koga pa je, vam pove celo zgodbo. Torej, ima to neinhibirano domišljijo, on ima spontani dialog. To
pravzaprav bi moralo biti nekaj, kar je sveto, a ne pri razvoju otroka, torej, da se nikoli ne pozabi. Otrok tudi točno ve, kaj bi v življenju bil. Nekaj časa vemo, pa potem spet pozabimo, kako so nastali urazne natezalnice, torture, a ne kaj vse moramo početi, zato da bomo dobili dobre ocene, ker če ne boš dobrih ocen dobil, ne boš šel dobro v šolo, in če ne boš šel dobro v šolo, ne boš imel dobre službe in boš propadel. Le, kako sem jaz zgarana. Ali pa kakšen invalid sem jaz, ne boš tak invalid, zdaj se uči, ne. In ga seveda povinemo v isti mehanizem, ne. Se pravi, te smernice so zelo enostavne, torej vse 4 vrste kogita bi morali od otroka naprej ven kolikor toliko enakovredno, torej spremeniti ta celoten način, kako se vzgaja novo generacijo. Včeraj je recimo Janek Musek govoril o problemu digitalizacije in kako ni več generacijskega prenosa iz starejših na mlajše. Kako recimo on kot dedek do svojih vnukov jih sploh ne more doseči, ker se oni naučijo od njega, ampak se učijo iz ekrana. To je za njih svet. Zanimivo mi je bilo, to je bilo blazno zanimivo in mi je v bistvu všeč, da si je vzel čas, da je to povedal, ker je res pereč problem. Prvič v znani zgodovini smo prišli do tega, da starši ne morejo več na vseh področjih življenja otroku pomagati. Ko naši mami crkne televizija, ona ne ve, kaj mora narediti. In zdaj smo prišli do tja, vem, kolikrat sem, ko sem bila mlajša, slišala od očeta, kaj bo pšanc kuro učil. Ampak zdaj smo prišli do tega, da brez pšanca kura dostkrat ne zna niti televizije prižgati. Ali pa mobitela nazaj vzpostaviti, če se ugasne. In res prišli smo v ene blazno zanimive čase in to je Muska zaskrbelo, da niti si še predstavljamo, kakšne posledice bo to imelo, ker smo prvič v taki situaciji. Je pa en zanimiv poskus v zgodovini. Renesančni filozof Pico della Mirandola je napisal čudovit spis Oratorij človekovemu dostojanstvu, ki zelo nadrobno razdeljuje ta pojem. Tako da meni je žal, da se o teh stvarih tudi v javni diskusiji več ne pogovarjamo, ampak bolj v to smer, kot praviš. Zdaj, 60 minut je napolnjenih in to je, kar se mi zdi, kar ena ciljna, če se strinjaš, da osvobodimo vse prisotne na kozarec penine ali vode. In tudi online ljudi se zahvaljujemo, da ste spremljali. Alenka, mi zaključujemo. Maše, počakaj, potem pa zaključimo in se razpršimo po celem, samo v meni. Malo še čakaj. Nekaj malo zdaj. Če bo potem nekaj se čakaj. Res. Mogoče kakšna tutorka metode in par, kaj reče. Tele sta 2. 3. Ja. Meti, izvoli, ti si... Ena ura je bila dovolj. Ti ne hotel nekaj. Da si hotel nekaj reči. Gledam, kaj se dogaja. Torej, Matjaž, moja čast je, oziroma počaščen sem, da ti lahko izrečim darilo, ki smo ga kupili zate, zato, ker si že drugič doktoriral, pa tudi če bi prvič bi bilo jasno, ker si drugič doktoriral in zagovarjal in izdal knjige in vse. In to je v imenu tutorjev, Alenke in vse pa nas. Hvala. Hvala vsem. Hvala. A veš kaj?